Postopki v obeh informacijskih rešitvah se povezujejo preko identifikatorjev postopkov. In sicer so to identifikacijska številka elaborata, identifikacijska številka tehničnega postopka, identifikator procesa in številka zadeve. Identifikacijska številka tehničnega postopka se ustvari v trenutku, ko geodetsko podjetje izvede izvoz podatkov pri pregledu in prevzemu podatkov. Ob objavi postopka in ob izvedbi rezervacij se kreira identifikator elaborata. Ko pa je ta elaborat izdelan do take faze, da se lahko odda v informacijski sistem delovodnik, se ob oddaji tega elaborata kreira še številka zadeve. In v tem trenutku se tudi začne upravni postopek. Če še enkrat pokažemo na drugačnem, na kartici postopka geodetskega podjetja, se pravi, izvoz podatka nam kreira tehnični postopek, sprememba podatkov z elaboratom nam kreira identifikacijsko številko elaborata. In statusi tehničnega postopka so lahko odpiranje, pripravljen postopek in oddaja. In ko je tehnični postopek oddan, se kreira številka zadeve. V trenutku, ko se kreira številka zadeve, se kreira tudi identifikator procesa. Se pravi, identifikator procesa in številka zadeve nastopata v postopku šele po oddaji v informacijski sistem delovodnik in šele takrat, ko se v bistvu začne upravni del postopka. Dokler sta na kartici postopka vidna samo ID elaborata in ID tehničnega postopka, govorimo zgolj o inženirskem delu postopka. Ta številka zadeve, ta velika kača, v bistvu nadomešča prejšnji IDPOS s to razliko, da je ta številka zdaj geolocirana, stari IDPOS-i pač niso bili. Pomen te številke pa je, prvih 5 številk predstavlja klasifikacijski znak za zadeve, ki predstavljajo opis sprememb v katastru nepremičnin. Zeleno obarvan del te številke je zaporedna številka v okviru leta in v okviru celotne Slovenije. Modro 2022 v tem primeru pač predstavlja leto nastanka in zadnji del 2552 proračunsko številko GURS-a. Se pravi, zahteva z elaboratom je ta številka, ki jo tukaj vidimo, se pa za njo v bistvu se skrivata dva procesa. Prej smo rekli, da v trenutku, ko se elaborat odda, nastane številka zadeve, hkrati pa nastane ne samo eden, ampak dve identifikacijski številki procesa. In sicer ena številka je tista za upravni del zahteve z elaboratom in v bistvu jo vidi in dobi v delo preglednik generalist na geodetski upravi. Druga številka pa je ID procesa za takso, ki se tokrat od zdaj naprej vodi ločeno od ostalega upravnega postopka in v bistvu o njej odloča in jo vidi sprejemna pisarna na geodetski upravi. Če smo že omenili takse, bi mogoče kar tukaj povedali, da so novosti te, da taks za elektronsko vlogo več ni, se pravi odpade strošek trenutnih oziroma prejšnjih 4,50 €. Obračunava se taksa zdaj na drugačen način, kot se je prej, in sicer enkrat za raznovrsten katastrski postopek. Se pravi, če imamo 5 parcelacij, bomo plačali samo eno takso, ker je katastrski postopek parcelacije samo enkrat. Kdaj se ta vrednost takse izračuna? Po oddaji, se pravi v trenutku oddaje, lahko geodetsko podjetje pogleda in dobi sklic, kamor nakaže in tekoči račun, kamor nakaže to takso. Seveda je pa vedno možno, da na vlogi geodetsko podjetje označi, da uveljavlja taksno oprostitev. V tem primeru se izračun na kartici postopka geodetskemu podjetju takse ne zgodi, ampak mora o tej uveljavitvi najprej odločiti referent na geodetski upravi in ko ugotovi, da je zares možno uveljavljanje te taksne oprostitve, potem 15 dni, potem se geodetskemu podjetju v bistvu na njegovem postopku, na njegovi številki elaborata pokaže,
koliko je pa tiste razlike takse, ki jo mora še doplačati v primeru, da ne gre za celotno taksno oprostitev za vse postopke. Naprimer, če na primeru povem, recimo, da imamo občino, ki je vložila zahtevo za ureditev meje in za parcelacijo, in potem imamo še eno parcelacijo v istem elaboratu, ki jo je vložila neka fizična oseba. Geodetsko podjetje pri oddaji oziroma pri kreiranju zahteve navede, da je pač da se bo uveljavljala taksna oprostitev. Ta se izvede samo za to ureditev meje in parcelacijo od občine, medtem ko je plačilo parcelacije za fizično osebo še vedno potrebno, vendar takrat, ko geodetsko podjetje zadevo oddaja, tega ne vidi, šele ko referent na geodetski upravi potrdi, da je en del upravičen do taksne oprostitve, se geodetskemu podjetju na njegovi kartici postopka prikaže, koliko takse mora še doplačati. Takso je možno plačati v 15 dnevih po vložitvi zahteve z elaboratom, se pravi po oddaji oziroma po preverjanju oprostitve. Geodetske uprave ne pošiljamo nikakršnih pozivov k plačilu takse geodetskim podjetjem, tudi za razliko do plačil do taksne oprostitve ne, to pač preverite sami, preverijo geodetska podjetja sama na svoji kartici postopka. Vkolikor pa taksa ni plačana, se upravni postopek vpisa sprememb vodi kljub temu naprej, plačilni nalog pa se izda enemu od vlagateljev zahteve. In mogoče sem še to, kar se taks tiče, vse zahteve brez elaborata, kot tudi zahteve za skrbnike za katastrski postopek, so takse proste. In v bistvu ta taksa, ki se obračunava, je zgolj za akt. Če gremo zdaj nazaj v informacijsko rešitev kataster, poleg tega, da kreiramo postopke, elaborate, izvajate izvoze, kot je bilo že prej povedano, omogoča ta del tudi iskanje elaboratov. In sicer na tem mestu, ki je prikazan na tej pristojnici, najdemo iskalnik elaboratov, ki omogoča iskanje uveljavljenih oziroma zaključenih elaboratov tako iz starega sistema, kot se pravi tistih z IDPOS-om, kot iz novega sistema evidentiranih zdaj in arhiviranih po številki zadeve. Ta iskalnik omogoča iskanje tako po nepremičnini, kot tudi po elaboratu. In sicer se ga izvede tako, da pač se vpiše številka nepremičnine, kadar iščemo po nepremičnini, s pravili za vpis parcele, šifra katastrske presledek parcelna številka in s pravilom za iskanje po stavbi, šifra katastrske občine minus številka stavbe. Gumb išči sproži iskanje in najde vse obstoječe elaborate in potem tukaj na desni strani obkljukamo kvadratek, katerega želimo v bistvu prenesti. Tretja možnost informacijske rešitve kataster je pa pravzaprav baza katastra nepremičnin. Do te baze dostopamo tako zaposleni na geodetski upravi, kot tudi geodetska podjetja. In v bistvu tale ukaz, globus, ko ga sprožimo, nam v bistvu odpre grafični prikaz. Po tem grafičnem prikazu lahko dostopamo do podatkov na več načinov. Lahko dostopamo preko slojev, lahko dostopamo preko nepremičnine z naprednim poizvedovanjem oziroma preko posamezne entitete, parcela, stavba, daljica, točka, s hitrim poizvedovanjem. Če si pogledamo najprej način hitrega poizvedovanja, pač izberemo ukaz hitro poizvedovanje, kliknemo na parcelo oziroma na entiteto in dobimo tiste prve osnovne podatke, naprimer tle smo klikali na parcelo, o parcelni številki in površini ter o lastnikih, glede na to, da je to pravni subjekt, se tudi ta podatek izpiše in seveda datum spremembe. Klik na ta obkrožen uček
nas v bistvu vrže že kar na napredno poizvedovanje oziroma nam da vse podrobne podatke o tej nepremičnini, po kateri smo želeli poizvedovati. V tem modrem oziroma zelenem obarvanem delu nam vedno izpiše osnovne podatke o nepremičnini, po kateri poizvedujemo, potem pa vse vezane podatke na to nepremičnino. Tako bi tukaj lahko dobili podatke o stavbi, o daljicah, o sestavinah delov stavb, o ostalih podatkih, o registru prostorskih enot, o zaznambah, lastnikih in upravljalcih in tudi tukaj lahko iščemo postopke na tej nepremičnini. Na isti način s hitrim poizvedovanjem lahko v bistvu izvajamo tudi izvoze. Se pravi, izberemo nepremičnino in to izbrano nepremičnino prenesemo v posebno tabelo na desni strani in s tem v bistvu sprožimo postopek izvoza. Napredno poizvedovanje nam omogoča v bistvu, da takoj dobimo tisto, kar smo že prej prek hitrega poizvedovanja smo na 2 koraka vmes več naredili. Pri naprednem poizvedovanju pač kliknemo na parcelo in takoj pademo v bistvu v podrobnejši prikaz vseh podatkov o tej nepremičnini. Seveda pa lahko dostopamo do podatkov tudi prek slojev. Sloji so narisani na levi strani in na desni strani vsakega sloja v bistvu najdemo legende, kaj kakšen prikaz za določen sloj pomeni. Vkolikor imamo zraven izpisano črko, potem, če kliknemo na njo, se izpiše tudi tekst, recimo pri stavbah številka stavbe, pri točkah številka točke. Posamezne sloje bomo pa pogledali v nadaljevanju. Začeli bomo s prvim sklopom slojev in sicer postopki. Prvi tak postopek, tak sloj, s katerim se pri postopkih srečamo vsi skupaj, je v bistvu sloj objave katastrskih postopkov. V tem sloju se prikaže parcela ali stavba, odvisno kaj je objavljeno s strani geodetskega podjetja in izpiše se nam številka objave. Do objav lahko dostopamo tudi na drugačen način, preko e-uprave z ukazom katastrski postopki, z iskalnikom. Na enak način, samo da ne prek grafike, pač izpišemo šifro in ime katastrske občine in številko parcele oziroma stavbe in dobimo podatke o tem, kdaj, kdo je objavil, katere so vse ostale zadeve, ki so v tej objavi. V enem elaboratu, ki ga izdela geodetsko podjetje, je lahko več objav in se v izjave potem zapišejo vse številke teh objav, vendar pri sami obdelavi postopka lahko v bistvu napišete samo eno objavo katastrskega postopka, ostale se pač najdejo v izjavi, nam pa dopušča oddajo pač sistem tudi na ta način. Ne moramo jih združiti, ampak lahko pač ostanemo naslonjeni na eno objavo katastrskega postopka. Kaj objavimo pri katastrskih postopkih? Odvisno spet od katastrskega postopka. Recimo ureditev meje in izravnava je v objavi navedena parcela naročnika in sosednje parcele, s katerimi se ureja oziroma izravnava ta meja. Pri parcelaciji navedemo parcelo naročnika in sosednje parcele, ukolikor je potrebna predhodna ureditev meje, ki jo nova meja deli. Pri vpisu stavbe, ker stavba še ne obstaja, navedemo v objavo parcelo, na kateri stavba stoji. In pri spremembi vpisa stavbe oziroma dela stavbe navedemo stavbo oziroma del stavbe, odvisno kakšen postopek objavimo. Se pravi, kdaj objavimo? Obvezna je objava pred vsako izvedbo postopka na terenu. Izjema so obravnave na terenu, ki so bile izvedene pred 4.4. in bo elaborat oddan še do konca letošnjega leta. Pravilna in pravočasna objava, se pravi 15 dni pred samo izvedbo postopka, kamor je vključen tudi prvi dan, lahko tudi nedelja, če objavo izvedemo v soboto. Ta objava je nujna v primeru, da v postopku nastopajo stranke brez podatka o EMŠO-ju. Samo ta kombinacija potem s pravilno pravočasno objavo nadomešča v bistvu prisotnost take stranke, ki nima urejenega podatka o EMŠO-ju. Bolj podrobno mogoče v tej prosojnici glede na katastrski
stopek, imate tukaj prikazane, katere sestavine morajo biti in na vlogi in v bistvu posledično tudi v objavi. Tako da tukaj je en tak lep pregled. Zdaj, kaj navedete v vlogi, je tudi iz te grafične priloge lepo vidno, pač za ureditev meje na sestavini kot sestavino vloge navedemo parcelo naročnika in potem sosednje naročnike enako za izravnavo in parcelacijo. Naslednji sloj so parcele v postopkih. Te parcele v postopkih se obarvajo z rdečo šrafuro na grafiki in so vidne šele takrat, ko je elaborat geodetskega podjetja uspešno oddan v sistem. Se pravi, predtem so bile objave, v postopku pa je zadeva vidna, ko je oddano v sistem in ko se začne v bistvu upravni del postopka. Potem imamo pa še sloj plomb. Te plombe se obarvajo z vijolično in so vidne pa takrat v grafiki, ko referent na geodetski upravi kreira končni akt in v bistvu s tem šele izvede plombiranje. Se pravi, ne takrat, ko vi zadevo oddate v sistem delovodnik, ampak šele, ko je izvedena v bistvu, ko je akt že pripravljen s strani geodetske uprave. Potem je sloj območja soglasij in pa območja omejitev na parcelo. Te dva sloja sta si precej podobna, oba pa sta v bistvu, poizvedovanje po obeh slojih pokaže uporabniku podatek, kje in kdaj je bila kakšna omejitev vpisana. In ta omejitev pri območjih soglasij je pač na območje omejena, na območje omejitev na parcelo je pa na parcelo natančno geolocirana. In če poizvedujete po tem sloju oziroma po tej parceli, dobite na desni strani sicer ID omejitve in potem ta opis v bistvu vas privede na odlog, s katerim je bila ta omejitev izvedena in v bistvu na uradni list in si lahko zadevo pogledate podrobneje. V predhodnih predavanjih se je Suzana že dotaknila določenih slojev. Tukaj vam je pa jaz hotela poudariti predvsem to, da na vsakem sloju lahko tudi poizvedujete preko poizvedovanja po sloju. Se pravi, tam, ko imate ta zelen i, izberete poizvedovanje po sloju in na tistem sloju, ki ste, morate seveda ta sloj obarvati z rumeno barvo, to pa naredite s klikom z miško na ta sloj. In ko kliknete poizvedovanje po sloju in določen objekt na tem sloju, dobite podatke o objektu, ki ste ga izbrali. Če se najprej ustavimo pri sloju obrisi stavb. Na tem sloju so prikazani vsi obrisi stavb, ki se tvorijo iz tlorisov stavb zajetih po pravilih ZKN, tlorisov stavb, ki smo jih zajeli po pravilih ZEN, tlorisov stavb, ki smo jih zajeli po pravilih ZEN-DMPE in tudi vsi tlorisi, ki so prišli v evidenco preko množičnega zajema v preteklosti in pa, ki so se jim pripisali opisni podatki v samem popisu nepremičnin ali kasneje z izjavami, ki so jih podali lastniki. Torej, na tem sloju imamo vse stavbe z vpisanimi tudi identifikatorji. Se pravi, to je edini sloj stavb, na katerem imate poleg tlorisa stavbe ali bom rekla obrisa stavbe podane tudi številko stavbe. Naslednji sloj je tloris nadzemnega dela. V tlorisu nadzemnega dela se vam prikazujejo samo tlorisi, ki so bili zajeti po pravilih ZKN in pa vsi tisti obrisi, ki jih imajo stavbe, ki imajo samo registrski vpis. Sledi tloris podzemnega dela,
na tem sloju lahko vidite samo podzemne tlorise stavb, ki so bile zajete po pravilih ZKN. Tukaj povsod zraven sem vam na slajdu tudi pokazala, kateri podatki se vam prikažejo, če poizvedujete po tem sloju. Sledi tloris zemljišča pod stavbo. V tloris zemljišča pod stavbo pa so, na tem sloju pa so prikazani vsi tlorisi ZPS za stavbe zajete po pravilih ZKN, se pravi tudi tisti četrti tloris, ki ga moramo prikazovati v našem elaboratu, ki ga naredimo, pa ki se gre kasneje v IS kataster, in pa vsej ZPS in ZPS zvezdica, ki so za migracijo bili prenešeni v kataster nepremičnin. Potem imamo sloj točk. Na sloju točk se nam izkazajo vse točke, ki so bile, ki ležijo na parcelnih mejah, ki ležijo na mejah tlorisov stavb na parceli, ki ležijo na območju stavbnih pravic in stavbne pravice in pa stvarne služnosti, ter točke, ki določajo položaj sestavin delov stavbe. Se pravi, s hitrim poizvedovanjem izvemo podatke o posamezni točki. Zdaj, kje se pa tvorijo točke? Tukaj je važno povedati, da prej sem govorila o obrisih, o tlorisih, o podzemnih tlorisih, o tlorisih zemljišča pod stavbo. Vsi ti nimajo opredeljenih točk. Točke so opredeljene samo na tistih območjih, ki se prikazujejo v sloju vezano na parcelo. Mi smo rekli, tloris stavbe vodimo kot tloris stavbe in vodimo ga kot tloris stavbe na parceli. In samo pri tlorisih stavbe na parceli imamo določene točke. Na slajdu imate prikazane tako točke tlorisa stavbe, imate točke parcelne meje, imate točke sestavine dela stavbe, in na tem slajdu sicer nimamo prikazane tudi točke območja stavbnih pravic, ampak če bi jih imeli na tem območju tudi določeno območje stavbne pravice ali stavbne služnosti, bi imela točke enako, kot jih ima recimo tloris stavbe določena. Na tej sliki, ki jo imate na parceli 838/3, pa je pokazano, da je potrebno tudi na vseh točkah, kjer se sekajo tloris stavbe na parceli, parcelna meja, sestavina dela stavbe, območje služnosti, določiti točke. Najprej sem tamle malo zamočila, se vam opravičujem, to, kar je tukaj s plavo narisano, je tudi območje služnosti. Se pravi, imamo prikazano tudi, kako se določajo, kako so vidne točke, ki se določajo na mejah območja služnosti. Pomembno je, kako so se podatki migrirali iz starega sistema v kataster nepremičnin. V tej tabeli smo vam pokazali, da smo vodili po starem v zemljiškem katastru podatke o metodi določitve. Metoda določitve se je opredelila kot nova in glede na to je bila tudi določena točnost posameznih točk, ki jo imate prikazano v tej tabeli. Enako smo vam prikazali v naslednji tabeli, kako so se upravni statusi migrirali v kataster nepremičnin. Se pravi, v bistvu vidimo, da je bila prej, smo imeli sodno točko z statusom sodna, ima tudi zdaj sodna, samo ima nekoliko drugačno šifro. Se pravi, imeli smo točko vrste rabe na urejeni meji, se nam je zdaj migrirala kot točka z upravnim statusom urejena. Tukaj smo vam še pokazali, kako
se v katastru nepremičnin vodijo podatki o geodetskem datumu in pa podatki o načinu označitve točke. Seveda pa je za sam postopek pomembno tudi, da vemo, kako se vodijo posamezni podatki o točki, glede na to, kaj se z njimi dogaja v posameznem postopku. Tukaj imamo 3 statuse, in sicer to so statusi spremembe, in sicer N pomeni nespremenjena, S spremenjena, D dodana in B brisana. Podan je tudi podatek o modelu transformacije, s tem, da se šifre transformacija z lastnimi transformacijskimi parametri in pa transformacija v državni koordinatni sistem s transformacijo 4.0 ne morejo več uporabljati pri objektih, kjer izvajamo kakršnekoli spremembe. No, in smo že s točk prišli na daljice. Posebnost je, da se zdaj vse meje vodijo na sloju, ki je poimenovan daljice. Vi imate tukaj, kot vidite, če imate rumeno izbrano ta sloj daljice, ta sloj je potem aktiven in lahko po njemu izvajamo neposredno poizvedbo. V kotu imate pa tudi podano legendo, kaj pomeni posamezen prikaz v tem sloju. Daljice, ki se vodijo v sloju, se pravi meje, ki se vodijo v sloju daljic, so prikazane glede na status urejenosti in status točnosti. Vse, kar imate v IS katastru zeleno glede daljic, je določeno z točnostjo višjo od 1 metra. Vse tisto, kar je z rumeno, pa s točnostjo nižjo od 1 metra. Ali gre za urejene meje ali neurejene meje, pa nam pove podatek glede na debelino linije, ki je prikazana. Se pravi, linija, ki je debelejša, je urejena, linija, ki je tanjša, je neurejena. Tukaj smo vam tudi dali, da imate na enem mestu pokazali podatke, ki se vodijo na mejo, in sicer vidite, da imate tukaj atribute, kot so upravni status, tip daljice. Ta tip daljice je zelo pomemben, zato da vemo, ali gre za daljico na meji, ali gre za daljico na tlorisu stavbe, ali gre za daljico na sestavinu dele stavbe. Se pravi, z neposrednim poizvedovanjem boste dobili tudi ta podatek. Enako kot pri točkah, tudi imamo atribut spremembe, kadar ta element obdelujemo v posameznem postopku. Na sloju parcele se vodijo območja parcel, se pravi parcelne meje, in pa številke parcel. Za neposrednim poizvedovanjem lahko tudi pridete do bolj podrobnih podatkov o tem sloju, pa o elementih na teh slojih. Potrebno je poudariti, da se na sloju parcel debelo izrisujejo samo tiste meje, ki tvorijo celotno parcelo, se pravi samo tiste meje, ki jih imajo urejene parcele. Se pravi, če bi bila meja, ena od mej parcele 843 tudi urejena, bi jo na sloju daljic videli, da je urejena, bi bila debelejša zarisana, medtem ko na sloju parcel, ker ostali 2 meji nista urejeni, jo vidimo kot ni debelejša, je narisana s tanko. To tudi zelo velikokrat smo imeli vprašanja na to temo. Se pravi, če hočemo videti, kakšna je posamezna meja, potem moramo pogledati na sloj daljic. Če hočemo pogledati, katera parcela je v celoti urejena, pa pogledamo na sloj parcel. Tukaj moramo biti zelo previdni, zato ker se nam je lahko pri migraciji zgodilo, da se je kakšna meja zaradi podatkov, ki smo jih imeli v bazi, ki smo jo migrirali, prikazala kot urejena, ko pa gremo pogledati v same elaborate, pa vidimo, da temu ni tako. No, pri teh stvareh vas opozarjam, da boste
previdni in ne morete vzeti za 100% to, kar imamo tlele, vedno so odzadaj še elaborati, ki jih potrebujemo, da jih pogledamo, da postopek izvedemo tako, kot je potrebno. No, tukaj sem naredila primerjavo o tem, kar sem vam prej govorila. Se pravi, tukaj imate, če pogledamo tole parcelo 1882/7, je vidno, da jo na sloju parcel nimamo odebeljeno, medtem ko na sloju daljic vidimo, da sta njene daljše meje pa urejene. Tudi pri parcelah vodimo določene atributne podatke, ki smo vam jih predstavili v tej tabeli. Se pravi, glede površine, glede metode določitve površine, ta podatek je tudi zelo pomemben. Se pravi, ali je bila ta površina določena iz koordinat ali je bila prevzeta. Enako kot z daljicami in točkami je tudi pri parcelah tako, da v postopku, ko to parcelo obdelujemo, moramo določiti, za kakšen status spremembe na tej parceli gre. Pa seveda podana sta tudi upravna statusa za parcelo, ki jih imamo. Imamo dve možnosti, ali parcela je urejena ali pa parcela ni urejena. No, in zdaj pridemo na tako zvani tloris stavbe na parceli. To je v bistvu, po mojem mnenju, najbolj pomemben sloj, ki se veže na stavbe. To je tisti sloj, ki nam določi položaj posamezne stavbe na parceli in nam tudi pove, na kakšen način je bilo pri migraciji, so bili določeni podatki prenešeni in kako obravnavati stavbo. V bistvu s tem mi delamo, tukaj moramo določati točke, to je tisto ta glavno, kar moramo narediti v tem primeru. Torej, na sloju tlorisa stavbe vodimo vse tlorise stavb, ki si jih pač projiciramo kot tlorise stavbe na parceli, se pravi, tak kot je tloris po ZKN-ju, je tudi tloris stavbe na parceli. Potem pa vodimo tudi vse ZPS-je in ZPS zvezdica, ki so se v migraciji migrirali kot tlorisi stavbe na parceli v kataster nepremičnin. Za tiste parcele, ki niso imele določenega ZPS-ja ali pa ZPS zvezdica v zemljiškem katastru, bila pa je stavba postavljena in imeli smo povezavo stavbe z parcelo, pa vodimo kot podatek tlorisa stavbe na parceli samo točko. S tem, da je možno, če je stavba segala na več parcel, da se za eno stavbo vodita tudi dve točki kot tloris stavbe na parceli in nam s tem povesta, da je ta stavba vezana na dve parceli. Če si zdaj ogledamo primere, se pravi, to, kar bomo po novem zajemali, imamo tloris stavbe na parceli, ki je identičen z tlorisom stavbe, le da ima ta tloris stavbe na parceli določene tudi točke. Potem se kot tloris stavbe, ki je bila zajeta po pravilih ZEN, vodi tloris stavbe na parceli ZPS, ker stavbe, ki smo jih določali po ZEN, so morale imeti v zemljiškem katastru tudi določen tloris zemljišča pod stavbo. Vse stavbe, ki smo jih evidentirali skozi postopke po ZEN DMPE ali pa tudi postopke po ZPLPS ali pa, se pravi, po tem interventnem zakonu, ali pa tudi tiste, ki smo jih prevzemali po ZEN-u ali pa ZEN DMPE-ju v zemljiški kataster, pa v kataster stavb. Za te, se pravi, ki so bili v bistvu tloris stavbe določen kot vrsta rabe v preteklosti in se je leta 2014 potem pretvoril v ZPS zvezdica, se pa kot tloris stavbe na parceli vodi ZPS zvezdica. Za registrsko vpisane stavbe, smo rekli, se pa vodi kot tloris stavbe na parceli samo točka. No, tukajle imamo primer, če vključimo oba sloja,
sloj obrisov stavb, kjer v bistvu imamo obrise vseh stavb, ne glede na to, kako so prišle v kataster stavb ali pa zdaj v kataster nepremičnin, a ne. In pa če vključimo tloris stavbe na parceli, vidimo, da za stavbe, ki so bile zajete po pravilih ZKN, obris stavbe sovpada z tlorisom stavbe na parceli. Pri stavbah, ki so bile prinešene, ki so prišle v kataster stavb po pravilih ZEN-DMPE pa ZEN in so se migrirale v ZKN, se pa te stvari razlikujeta. V bistvu imamo prikazan tloris stavbe, ki se je vodil v katastru stavb kot obris stavbe, medtem ko se pa kot tloris stavbe na parceli prikazuje območje ZPS in ZPS zvezdica. Pri renskih stavbah, kot so na primer tale 2923 in 3159, se pa prikazuje tloris stavbe samo kot povezava stavbe z parcelo. Tukaj sem vam še pokazala, kako izgleda, če vključimo sloj točk in sloj tloris stavbe na parceli. Kot vidite, vsi tlorisi stavbe na parceli, kar lahko definiramo kot tloris stavbe na parceli, ima na vseh lomih imajo določene točke. Tukaj smo vam podali tudi tabelo, kjer imamo prikazane atributne podatke, ki se vodijo v povezavi z tlorisom stavbe na parceli. Vidimo, da se zanje vodi tako površina. Vidimo tudi, da je povedan, kakšen je ta tloris stavbe, da vemo njegov izvor. Če imamo šifro 1 tloris, to pomeni, da je ta tloris prišel v kataster nepremičnin preko postopka, delanega strogo po pravilih ZKN. Če imamo številko 2, potem to pomeni, da se je z migracijo prenesel kot tloris stavbe na parceli ZPS. To velja tudi za vse tiste stavbe, pri katerih imamo odpustke, se pravi, da smo jih oddali po 4.4., smo pa postopke vodili še po pravilih ZEN. Za te velja čisto enako kot za tiste stavbe, ki smo jih z migracijo prenesli v kataster nepremičnin in so bile v zemljiškem katastru določeni ZPS-ji. Tretja kategorija so tlorisi stavb ZPS zvezdica, se pravi, to so tisti tlorisi, ki so bili najprej opredeljeni kot objektne spremembe, pa smo jih potem leta 2014 prekvalificirali v tlorise pod stavbo, določene pred sprejetjem ZEN-a, se pravi pred letom 2006. In še končno, za vse tiste registrsko vpisane stavbe, ki nimajo ZPS zvezdica, za vse tiste se pa vodi kot povezava točka povezave. Seveda, če zadevo spet obdelujemo v postopku, moramo povedati, kakšen status ima ta tloris v postopku. Ali bo nespremenjen, spremenjen, dodan, brisan. Imamo tudi sloj sestavina dela stavbe. Ta sloj je predvsem pomemben z enega vidika, ker edino preko hitrega poizvedovanja po tem sloju mi lahko pridemo do podatka o identifikatorju posamezne sestavine dela stavbe. Problem namreč je, da se identifikator sestavine dela stavbe določi šele z uveljavitvijo sestavine v bazo katastra nepremičnin. Torej, v odločbi ne navajamo že identifikatorja, ne vidimo ga nikjer, tudi v javnem pogledu se ne vidi se tudi ne v grafiki katastra nepremičnin. Jaz mislim, da tukaj bo treba nekaj, bo sigurno kakšna nadgradnja na to temo. Se pravi, če hočemo točno videti, kakšen identifikator, da znamo lokacijsko povezati zadevo z tudi opisnimi podatki, da stranki razložimo, katero poligon, ki se vidi v javnem pogledu, mu pripada kot sestavina njegovemu stanovanju. To lahko zaenkrat pregledujemo samo pri poizvedovanju po sloju za sestavine delov stavbe.
V sloju hišnih številk se nam prikazuje centroid hišne številke in pa sama hišna številka. Po podrobnejših podatkih o tem lahko poizvedujemo po sloju na način, kot smo ga že predhodno opisali. No, tukaj imam primer, kako vidimo zadevo v katastru nepremičnin, če imamo vključen tako sloj obrisov stavb kot sloj hišnih številk. Sledi sloj katastrskih občin, v katerem so prikazane meje katastrskih občin in pa imena katastrskih občin. Potem imamo tudi sloj območij služnosti in območij stavbnih pravic. V tem trenutku nimamo ločenih slojev sloja za vpogled preko IS katastra, kjer bi imeli ločene tiste območja stavbnih pravic, ki so že njihove pravice, ki se vežejo nanje, vpisane v zemljiško knjigo, ali pa tiste, ki so samo v začasnem sloju. Mi to zdaj zaenkrat vidimo skupaj. Je pa res, da v tem trenutku niti eno območje služnosti še ni povezano z izvedeno pravico v zemljiški knjigi, ker tega trenutno zemljiška knjiga še ne omogoča. Potem imamo seveda sloj območja bonitet. Na sloju območja bonitet so prikazana območja bonitet in pa bonitetne točke za posamezen sloj. Tukaj moramo poudariti, da v bistvu v postopku migracije so se naredili ponovno preseki vseh parcel z slojem območij bonitet in so se vsem parcelam pripisale take bonitetne točke, kot se za to območje vozijo v sloju, na katerega pade ta parcela. Torej pred 4.4. recimo je imela tale parcela 669/2 vpisano, da ima 52 bonitetnih točk na celotni parceli, ker je bila celotna parcela opredeljena kot kmetijska. Seveda, če ste vi že v pregu zdaj pržgali sloj bonitet, je imela že tam drugačno boniteto določeno, ampak dokler ni prišlo do kakršnekoli spremembe na tej parceli, so se obdržale stare bonitetne točke. No, 139. člen ZKN pa pravi, da za migracijo se bo pripisale nove, in če pogledamo zdaj to parcelo, podatke o tej parceli opisne zdaj, vidimo, da so jim pripisane 63 točk, tako kot je tudi ima sloj, na katerem ta parcela leži. Preko slojev IS katastra lahko dostopamo tudi do opisnih podatkov, do grafike in opisnih podatkov registra prostorskih enot. Tukaj imate naštete vse, do katerih lahko dostopate. Nov sloj, za katerega pa kar pozabimo, da ga imamo, je pa sloj opozorilni sistem. Namreč določeni podatki, ki so se pri migraciji, niso migrirali v kataster nepremičnin, ampak so šle v sloj opozorilnega sistema. To pa zato, ker ne gre za predmete vpisa, ki bi mogle biti vpisane v kataster nepremičnin, ki jih kataster nepremičnin predvideva. Poleg tega so se že pred začetkom uporabe informacijskega sistema in pa določil zakona o katastru nepremičnin je geodetska uprava zaznala določene nepravilnosti in tudi ljudem že pošiljala pozive, jih obveščala o teh zadevah, in tudi te zadeve so se migrirale, vendar ne v kataster nepremičnin, ampak v opozorilni sistem. Tukaj imate podano legendo. Trenutno, če boste šli malo si pržgali ta sloj, boste v njemu najdli samo element opozorilnega sistema ni stavba. Če kliknete nanj, tudi dobite ta podatek v poizvedovanju po sloju, in pa recimo, da je bil poslan poziv, da je geodetska uprava že nekaj ukrepala na način te napake, tudi ta zadeva je vidna v opozorilnem sloju. Največkrat nas moti to, v pregu smo imeli, se pravi v zemljiškem katastru in katastru stavb, smo imeli evidentirano neko stavbo kot nestavbo.
Vse te zadeve, se pravi, vse te nestavbe se niso migrirale v kataster nepremičnin, ampak so se migrirale v opozorilni sistem. Ne? Če pogledate tole lopico, kjer je bila tlele, ta lopica je imela v katastru stavb opredeljeno, da gre za rabo dela stavbe nestavba, pri migraciji pa jo ne vidimo več v katastru nepremičnin, ampak če pa vklopimo sloj opozorilni sistem, pa vidimo, da je na tej lokaciji stala nek objekt, ki pa nima lastnosti stavbe. Seveda lahko preko informacijskega katastra, preko IS katastra pogledujemo tudi ostale sloje geodetske uprave. To so rastri, kot je DOF pa DKN. Potem lahko pogledujemo v izvorne podatke vseh tistih slojih, s katerimi izvajamo preseke in jih vežemo potem na parcele in se izkazujejo v katastru nepremičnin kot podatek na parcelo. Trenutno sloj GI še ni aktiven, bo pa v bodočnosti tudi to vidno in pa še neki dodatni sloji katastra jih lahko tudi vpogledujemo. Mi v katastru nepremičnin vpogledujemo v trenutno stanje. Kakršno stanje je, se pravi, vse, kar je uveljavljeno bilo, to lahko mi gledamo preko vseh ostalih slojev katastra nepremičnin. Imamo pa možnost vpogleda tudi v zgodovino. Se pravi, mi imamo sloj zgodovina in če ta sloj odpremo, vidimo, da lahko gledamo zgodovino tako obrisov stavb, tlorisov stavb, točk, daljic in vse. Je pa zelo pomembno, lejte tamle, ko imam jaz puščico, pa 3 pikce, da kliknete na to in vpišete datum, na kateri dan hočete videti, kakšno je bilo stanje v katastru nepremičnina. Seveda to od 4.4. dalje. Prejšnja stanja se ne vidimo. Se pravi, takrat, ko te zadeve pa vse spremembe tudi v grafiki vodimo digitalno. Zdaj, hitre poizvedovanje po tem sloju žal še ne deluje, pa tudi bom rekla, poizvedovanje po sloju je še malo okorno, ampak lahko pa dobite že določene podatke, pa vidite točno, kakšno je bilo stanje grafike v katastru nepremičnin na določenem.